Moje ime je Manca Vinaca, sem asistentka na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Moje področje raziskovanja je arheološka keramika. Pri raziskovanju prehrane v preteklosti se arheologi poslužujemo najrazličnejših načinov, kako se približamo takratnim jedem, poznavanju surovin, sestavin in tako naprej. Vendar niso samo surovine in sestavine tiste ključne, pomembne so v bistvu tudi celoten delovni proces oziroma enormno število ur, ki so jih takratni ljudje vložili, da so v bistvu imeli kaj dati v usta. Gre tako za nabiranje, pripravo kurjave, pripravo oglja, izdelave same posod. Gre za delovne procese, ki so nam danes na nek način tako samoumevni, nekoč pa je bilo to vse dobro organizirano in načrtovano. Lahko rečemo, da so takrat bili nekako v nekem konstantnem stanju pripravljenosti, ko so v vsakršnem trenutku skušali vse unovčiti, da so si olajšali življenje. Na arheoloških najdiščih odkrijemo enormno število keramičnih odlomkov. Večinoma gre za razbite posode, le redkoma najdemo v celoti ohranjene. Ta obstojnost, ta trdnost in dejstvo, da lahko iz gline oblikujemo končni izdelek, v našem primeru posodo, je nekaj, kar je človeku bistveno olajšalo življenje. Posode so namreč služile tako za kuhanje, za shranjevanje in za serviranje hrane. Celotnega vpogleda v to, kaj vse so ljudje ob ognjišču pri pripravi hrane uporabljali, seveda nimamo. Gre namreč za to, da so številni pripomočki bili tudi iz organskih materialov, ki se pa v arheološkem zapisu niso ohranili. Kar vemo, je večinoma tisto, kar je bilo izdelano iz gline. Že sama ognjišča so v bistvu bila zamazana z glino, včasih neposredno na samo podlago, včasih so podložili kamenje. Sama glina se pa ob segrevanju v bistvu deluje na ta način, da prevaja temperaturo. Na teh ognjiščih so lahko neposredno kurili ogenj ali pa postavili nanje žerjavico in potem kuhali jedi. Poleg ognjišča večkrat najdemo distančnike oziroma tako imenovane keramične svitke, ki so služili temu, da so posode odlagali nanje, saj ukolikor je prišla posoda v stik z hladnejšim okoljem oziroma če jo položimo na hladno podlago, lahko poči. Poleg teh distančnikov so praviloma zraven tudi tako imenovane piramidalne uteži, ki so služili kot nekakšni podstavki. Večkrat pa najdemo tudi prenosne peči, ki so nekoliko večjega obsega, s premerom do 1 metra, v katerih so kuhali v celih posodah ali pa zgolj pekli neke mesnate jedi. Pri posodah je potrebno povedati še eno zadevo. Tako kot so poznali določene kuharske recepte, so takrat poznali tudi tako imenovane lončarske recepte. To pomeni, da so lončarji že ob sami pripravi oziroma izdelavi posode vedeli, čemu bo na koncu služila. Tako so ji dodajali različne primesi, ki so različno reagirale že med samim žganjem in seveda tudi pri končni uporabi, na primer pri kuhanju posode. Namreč zavedati se moramo, da je posoda iz gline morala prenesti temperaturni šok, ki se je zgodil pri tem, ko so jo postavili na samo ognjišče in med samo kuho. Te primesi so vplivale na dejstvo, ali je sama vsebina lonca sploh lahko zavrela. Spremembam v načinu prehrane pa lahko sledimo tudi v različnih oblikah oziroma opazujemo, kako so se te oblike posod skozi čas spreminjale. To pa ne samo med različnimi obdobji, ampak tudi znotraj njih.